Naša organizacija se ukvarja predvsem s štirimi večjimi področji delovanja. Eno je izvajanje preventivnih projektov za mlade, drugo je izvajanje informiranja in svetovanja za mlade, tretji projekt je projekt usposabljanja za deprivilegirane populacije, se pravi populacije z manjšimi možnostmi, in četrto je pomoč nevladnim organizacijam. Kako kaj občutite krizo? Se v bistvu število pomoči potrebnih povečuje zadnje čase? Pri nekaterih programih zanesljivo, kar pomeni, da se nekateri programi pomoči, ki so namenjeni specifičnim populacijam, imajo, bom rekel, na nek način večjo frekvenco. Kar se tega tiče, se kriza seveda se pozna. Pozna se tudi večje število revnejšega prebivalstva. Kaj pa sicer dobrodelnost? Je kriza vplivala tudi morda na dobrodelnost podjetij, ki vam pomagajo? Pa moram reči, da čeprav se morda sami zneski znižujejo, pa mislim, da je kljub vsemu posluh morda ravno zaradi krize in ravno zaradi zavedanja in te, bom rekel, čisto človeškega faktorja, je posluh za dobrodelnost, za donatorstvo morda celo v porastu. Kar pomeni, da morda so zneski manjši, je pa donatorjev več. Čez vse leto ali samo jeseni, pozimi, ko podjetja zaključujejo bilance in potrebujejo davčne olajšave? Pa čez vse leto. Lahko rečem, da ni samo vezano na davčne olajšave. Včasih je to vezano morda čisto na materialne donacije, kar pomeni, da če želimo izvesti nek projekt za otroke, ki potrebujejo določen produkt, potem jih tudi zaprosimo, tu lahko rečemo knjige in tako naprej, to nikoli ni problem dobiti. Kam bo šel denar z donacija strani Microsofta? V usposabljanje brezposelnih prebivalcev Slovenije. Predvsem tistih, ki so izgubili zaposlitev, ki bodo na ta način lahko povečali svojo konkurenčnost na trgu delovne sile. Katera regija najbolj potrebuje vašo pomoč na tem področju? Čeprav je osrednja slovenska regija morda na prvi pogled najbogatejša, pa po drugi strani je tudi največ ljudi ostalo brez posla. Seveda druga regija je Podravska in Pomurska, pa tudi Posavje tu in Bela krajina. Kako zrete v prihodnost? Na nek način bi lahko rekli, da če bo prihodnost dobra, morda vaših uslug več ne bomo potrebovali? Predvsem z optimizmom, ni treba skrbeti za nas, treba skrbeti za tiste, ki si ne znajo pomagati. Tako da kljub vsemu z optimizmom in predvsem zavedanjem, da lahko samo znanje pomaga.